V cerkvi svetega Jerneja v Slovenski Bistrici je pretekli ponedeljek potekal zgodovinski večer z naslovom Zven listin časa. Na dogodku so predstavili zgodovino bistriškega farnega zvonika in cerkve ter vsebino in pomen listin iz let 1867 in 1900. 3. november 1900. Takrat je bila podpisana listina, ki smo jo našli v konici zvonika. Prav sprašujem se, kako so se počutili tedanji župan Albert Štiger, ki je vodil obnovo, in pa njegovi sodelavci, ki so bili morda zbrani ob podobnem večeru, kakor smo danes tukaj mi, ko so tako se veselili del, ki so bila narejena, ki bodo lahko za mnoge generacije, in natanko 125 let kasneje, do dneva natančno, smo tukaj mi. Lahko ste videli že v minulih mesecih ta naš častitljivi zvonik, ki se dviga nad Slovensko Bistrico, kako je dobil drugačno podobo, kako je bil kar naenkrat poodran in ta oder je rastel više in više. In mesec dni je trajalo, da so mojstri, ki so oder postavljali, prišli do vrha in do same buče in križa. V tej buči pa sta torej bili skriti ti dve listini, ki smo jo nekako tiho pričakovali, čeprav nismo vedeli, ali je zares tam kaj takšnega. Ti dve listini, pa seveda tudi novo, si boste potem kasneje lahko ogledali tukaj spredaj. Zraven je tudi prevod obeh listin, saj sta obe napisani v nemškem jeziku. Zgodovino cerkve svetega Jerneja je podrobneje predstavila umetnostna zgodovinarka doktorica Simona Kostanjšek-Brglez, ki je med drugim povedala: Veseli me, da sem lahko v preteklih letih doprinesla tudi k nekaterim novim spoznanjem in osvetlitvi zgodovinske, arhitekturne in umetnostne podobe Slovenjebistriške župnijske cerkve. Nekaj dosedanjih podatkov bo na osnovi najdenih listin mogoče dopolniti, pa tudi popraviti. Listini sta bili tudi povod za ponovno podrobno analizo stavbne zgodovine cerkve in pregled virov, ki bodo skupaj z izsledki predstavljeni v nadaljevanju. Sama cerkev ima skoraj 800 let dolgo zgodovino. V svojem razvoju je od romanike do 19. stoletja doživljala velike spremembe. Prvič je bila omenjena leta 1240, že pred letom 1252 pa je postala sedež župnije. Tega leta se v virih omenja tudi bistriški župnik Heinrich. Cerkev je bila sprva podružnica slivniške župnije oziroma pražupnije, iz katere se je kot vikariat izločila pred letom 1249, ko je bila slivniška župnija inkorporirana k studeniškemu samostanu. Cerkveno je pripadala do leta 1751 Ugleju, nato do leta 1787 Goriški nadškofiji in poslej Lavantinski škofiji. Prvotno romansko cerkev, ki je bila orientirana proti vzhodu, je sestavljala podolgovata pravokotna ladja, h kateremu je bil prizidan vzhodni zvonik. In glavni oltar je bil v zvonici, torej v pritličju zvonika. Ta v tlorisu ni bil kvadraten, ampak rahlo vzdolžno pravokoten. Na podstrešju je še viden zgornji del zahodne stene prvotnega romanskega zvonika, ki je grajen s pravilnimi klesanci. V isti steni je ohranjen tudi srednjeveški kamnit portal, ki je vodil na podstrešje ladje. Kasneje so ga baročno predelali. Prvotna cerkev pa je bila precej ožja in tudi nižja od sedanje. Glede na arhitekturo gre za tip romanske enoladijske cerkve s tako imenovanim hornim zvonikom, ki se je zelo razširil v delu Nemčije in na avstrijskem Koroškem, od koder je prišel tudi k nam na slovensko Koroško
in redki primerki so ohranjeni tudi tu na Štajerskem. Marjan Zadnikar, ki je podrobno raziskoval te edinstvene romanske cerkve s kornimi zvoniki, je menil oziroma je trdil, da jih je ohranjenih dobrih 20, tako da je tudi v tem oziru slovenjebistriška cerkev izjemna. Ladje teh cerkva so imele praviloma ravne lesene stropove, z oltarnim prostorom v zvoniku pa so bile povezane s polkrožnim ali šilastoločnim slavolokom. Tako je bilo tudi v primeru te cerkve. Naprej omenjeni zahodni steni starega zvonika, ki se je dvigal približno 5 metrov nad sleme strehe ladje, je vidna sled strme dvokapnice, ki je pokrivala ladjo, prvotne precej nižje in tudi ožje cerkve. Kot na zahodni steni zvonika je tudi na severovzhodnem vogalu, torej tudi na delčku severne stene, ki je še ohranjena, viden srednjeveški apnen omet z beležem. To romansko cerkev so leta 1532 požgali Turki. Nato je bila do leta 1549 zgrajena nova, skoraj gotovo dvoladijska cerkev, križnogrebenasta obokana in v velikosti sedanje ladje. Takrat je bila prizidana tudi rožnovenska kapela, ki je bila prav tako križnogrebenasto obokana, šele kasneje pa je dobila banjast obok. Ostanek poznogotskega obočnega sistema je viden v krstni kapeli, kjer je ohranjen sklepnik z motivom operotničene glavice. Iz tega časa, torej 16. stoletja, pa je tudi freska svetega Krištofa na zunanjščini. V 16. stoletju so v tej cerkvi tudi veliko pokopavali, predvsem cerkvene dobrotnike. In prav iz 16. stoletja, pa tudi 17. je v cerkvi še danes moč videti nekaj nagrobnikov. Ta pozno srednjeveška cerkev je bila nato prezidana. Veliki posegi so bili izvedeni v baroku, v 18. stoletju in prav 18. stoletje je pustilo največji pečat. Iz tega časa je tudi skoraj vsa cerkvena oprema. Med letoma 1717 in 1722 se je zgodila velika sprememba. Takrat so spremenili orientacijo cerkve, in sicer za 180 stopinj, tako, da so k zahodni fasadi prizidali pravokoten prezbiterij, pokrit z ovalno kupolo svetlobnico. Ob njegovi južni steni so postavili zakristijo. Takrat so vhod v zvonik v cerkev prestavili pod zvonik, torej, kjer je bil prej oltarni prostor. Staro zakristijo, ki več ni služila svojemu namenu, pa so spremenili v shrambo. Slovesno so prebrali tudi novo listino, ki bo spravljena v časovni kapsuli. Prireditev so popestrili s kulturnim programom.